Torej danes, dragi moji, bomo malo več o sadikah. Jaz sem pripravila tu nekaj različnih sadik, ki jih je treba presaditi, tako da si boste lažje predstavljali, ker vidim, da je še vedno cel kup vprašanj. Torej pa začnimo pri solati. Vreme je zelo še čudno sprejemljivo in veliko vas pravi, da si vas še ne upa ven posejati solate, ker pač bo zmrznila ali pa ne bo rasla. Torej jo lahko posejete v lončku in ko je še res čisto majhna in ko že vidite, da hoče biti pretegena, je čas, da jo posadimo in presadimo. Takrat izberemo kompost, ker za setev pač potrebujemo tako bolj revno zemljo, lahko, da semena lažje vzklijejo. Evo, zdaj jih bom pa presadila v krb domač kompost, da se rastline okrepijo in potem bodo imele prave, močne korenine, dober koreninski sistem, da jih bomo lahko posadili na vrt. Takole. Ker jaz si pomagam z eno staro vilico. Probajte zajeti čim več stare zemlje, tako da ne bodo koreninice same takole. Evo, še ena gre v ta razdelček. Tako. Zdaj pa nežno zalivanje, še vedno je dobra kakšna stara plastenka, pokrovček preluknjate z vročo iglico ali tankim žebljem in potem je to taka krasna pršilka, tako da jih ne bomo preveč poškodovali. Kaj je pomembno? Solatke ne potrebujejo, tako kot recimo paprika in paradižnik, zelo visokih temperatur, tako da kar na eno tako nepretoplo mesto, mogoče, če imate kakšno toplo gredo, ki je vsaj malo zaščitena, kakšen rastlinjak, tako da tudi, če so nizke temperature, bo salatka navadne. Takole. Zdaj pa, če pogledamo plodovke. Včasih gledam, ko ljudje mi pišejo, pokažejo slikice, da jih sejejo zelo na gosto in potem je to kot en travnik. Paradižnik zelo, zelo dobro kali, sploh če imate domača semena. Zato, če sejete v take platojčke, jaz običajno dajem eno ali največ dve semena in potem odstranim tisto, ki je pač tista rastlinica, ki vzklije in je slabša. Potem pa eno pustim in tako je lahko kar nekaj časa v takšnih platojih. Te so pa zdaj v taki rasti, da je že potrebno, da jih presadimo. Rastlinice že hočejo biti pretegene, te so bile očitno na takem mestu, kjer je bilo preveč toplo, pa premalo svetlobe, tako da zdaj potrebujejo hranljivo prst, uporabila sem domač kompost in zdaj bom jih probala lepo previdno za čim več prsti prenesti v lonce. Tako. Posadila jih bom skoraj do prvih listov. Če se še spomnite teh nasvetov, ki sva jih že s Tino dajali tudi v oddajah v knjigi, da plodovke imajo eno to odlično lastnost, da poženejo koreninice po steblu in tako bo imela naša rastlina, v tem primeru paradižnik, res močen koreninski sistem, lahko bo dobro črpala hranilne snovi, tako da bo močna, krepka in zdrava rastlina. Tudi te so že zrele za presajanje, tudi ti paradižniki so že od vsega začetka tukaj notri in zdaj bom jih tudi te presadila v večje lončke, približno do prvih listkov. Ti smrkci, črni smrkci se imenujejo, ali pa sem jih jaz tako poimenovala, pa bodo lahko še kar nekaj časa v teh platojčkih, da še malo zrastejo, tako bomo jih potem presadili mogoče čez kak teden ali pa 10 dni. Bojim se, da so zadnja leta take temperature, da pred koncem maja skoraj da ne morejo iti na vrt, ker še vedno so potem obdobja hladnega, deževnega vremena
in potem rastline ne propadajo, ampak vegetirajo in je škoda, da bi bile manj odporne in potem bi imeli več težav čez leto. Presajala bom še baziliko, in sicer te bomo dali v take lončke. Tudi to jaz sejem kar zgodaj spomladi začnem, tako da smo lahko potem čim bolj samooskrbni. In sicer v lonček jih dam mogoče 3-4, tako da so na gosto. In imamo potem res zelo hitro že domačo baziliko. Tudi tukaj je že pripravljen domač kompost, tako da bo dobila veliko hranil in bo hitro zrastla. Potem pa imam še tu ene rastlinice, tudi te paprike že hočejo postati ne tiste zdrave in močne, torej želijo si hranljive zemlje, zato tudi te grejo v večji lonček in tam bodo potem počakale na primerne razmere. Paprike imajo rade še bolj toplo kot paradižnik, tako da konec maja bodo šle na vrt, mogoče kak teden prej v rastlinjake. Tako, to je o teh malih rastlinicah, ki bodo kmalu zrastle velike. Potem pa so še tu balon vajen, ki ga bom presadila, in še kake rožice. Tako da želim vam, da vam uspe in ne se bati presajati tudi majhnih rastlinic, paradižnika, paprike, zato ker tako kot pri majhnih otrocih, ki lažje prenašajo spremembe, je tudi pri sadikah.